Dragi gledalci, danes imam pa posebno družbo. Tole zraven mene je Ajša. Ajša je drugače punca iz Turčije, iz Istanbula, ne? Ja, res je. Ki drugače živiš v Sloveniji. Koliko časa si že v Sloveniji? Že 7 let. 7 let. No, in sem rekel, jo bom pelal malo na izlet in trenutno so na Šmartinskem jezeru. Kako se ti tukaj zdi? Ja, super. Trenutno piha. Prvič sem tukaj, vidim, da okrog naju vodo. A se bomo kupali? Ne bova, jaz ne, no. Če imaš pa ti kakšno hudo željo, pa lahko ne. Tako da zdaj se malo sprehodila okoli tega jezera, potem imamo pa še ene, jaz mislim, da kar zanimive stvari za pogledati. Tako da gledajte naprej, bo zanimivo. Tole je pa jez tega Šmartinskega jezera. Naj povem, da to je umetno jezero. 1970 so naredili tale jez. Zajezili so reko Koprivnico in takrat je potem nastal to jezero, ki je majčkeno večje kot 1 kvadratni kilometer in spada med večje slovenske jezere. No, zdaj so že skoraj čist na drugem koncu. Še tukaj greva čez, pol pa, kakor jaz vem, se to ustavi in je treba iti nazaj. Tako da še tole greva. Potem pa naslednja lokacija. Ajša, in kako ti je tole všeč? Čudovito mi je. Je. Zdaj smo ob vodi. Ja, prav lepo je. No, me veseli. Evo še tale jez iz druge strani. Tak lep prizorček, zanimiv, lepa zelena trava, fino. Od Šmartinskega jezera se poslavljamo. Zdaj gremo pa naprej. Zdaj so pa že na Golteh. Zadihana. In greva do jezera. Je že ura kar nekaj, tako da moramo kar pohititi. Pohitva. Kako je ti tukaj na 1300 metrov? Kako je? Na 1300 metrov višine. Ja, kakšen je občutek? Ja. Ja, zadihana sva. Zadihana. Pa malo bolj hladno je, ne? Ja, piha. Nič, gremo gor do jezera gas. Sedaj so pa že pri jezeru in je ful lepo, malo oblaki, malo sonce, malo hribi v zadju, lepe barve na jezeru, tako da ful lepo. Tukaj so se usela. Tele imajo hotel, dela neke glampinge, zelo zanimiva zadeva, vam bom pol pokazal. Evo, da pa malo izkoristim, pa da Ajšo vprašam par stvari. Veš, kaj me Ajša najprej zanima, kako da si se odločila priti iz Turčije v Slovenijo? Prišla sem v Slovenijo za učenje angleščine, za 1 leto. Ja. In potem mi je bilo zelo všeč Slovenija, sem rekla, da želim ostati tukaj in sem ostala. Rečemo, kaj pa je razlike, kaj vidiš ti glavne razlike med Turčijo pa Slovenijo? Najprej to, da smo zdaj tukaj in zdaj narava me očara zmeraj. Odraščala sem v Istanbulu, to pa najbolj ti veš, kako je veliko mesto. Koliko ima prebivalcev, sem že malo pozabil, ampak kaj, 10 milijonov jih kar ima najbrž? Ja, več kot 10 milijonov. Več kot 10 milijonov. Tukaj sva skoraj sama, ne? To je res, ja. Čeprav, če bi šla na neko veliko planino, tam bi bilo pa veliko več ljudi, tako da prednost Golteja, Golt, ali kako se točno izgovori, je to, da ni toliko ljudi in je tukaj res mir za enkrat še, zato ljudje izkoriste, pa pridite sem. Da mi pa ti Ajša še povej, imaš kakšen domotožje po Turčiji? Ja, včasih res pogrešam družino in takrat grem na obisk. Ampak na splošno se tako dobro počutim v Sloveniji, da skoraj postajam bolj doma vedno več.
Kaj bi pa nekomu, ko gre v Turčijo, rečemo, na izlet, na potovanje Slovenc, kaj bi mu priporočala, da si more ogledati? Si ogledati seveda te turistične destinacije, ampak se mi zdi super, da ima stik z domačini, da pozna koga, ki je iz Turčije, da mogoče z njim gre ali tam se lahko pogovarja s Turki. To bi jaz toplo priporočala, da doživi to turško izkušnjo. Kaj pa je razlika med Turki pa med Slovenci? Povej, kakšna plus, minus, naj ti ne bo nerodno iskreno povedati. Tako bom začela s plusom, No, daj s ker jaz plusom. imam zelo rada Slovence. Tako težko bo minus. Ampak Slovenci so zelo odprti, da veliko potujejo, tudi veliko vejo. Tudi če ne vejo, se vprašajo, da jih zanimajo. To sem opazila. Vidim, da tudi veliko hodimo v hribe. To so plusi, pa tudi način življenja. Se mi zdi, da v Sloveniji imamo to kvaliteto bivanja. Minus, to pa težko, veš. Težko, ali nočeš povedati? No, sploh ne vidim očitno. No, mi Slovenci bi najdeli najbrž veliko minusov. Rečemo, kaj pa ti je v Turčiji bolj všeč kot v Sloveniji? To pa zdaj ne moreš reči, da je nobena stvar. Najprej sem res pogrešala hrano pri nas. Kako je bila doma, to bom res iskrena. Sem šla v trgovino, gledala, se spomniš, danes sem ti omenila o leči. Leča je pri nas druga vrsta in sem res pogrešala. Tudi sem se navadila zdaj kuhati joto, golaž in všeč so mi tudi slovenske jedi. Katera jed pa ti je najbolj všeč slovenska? Jaz bi rekla, jota mi je najbolj všeč, ampak če grem v hribe, v kočah, so mi bolj všeč. Drugače študiraš psihologijo tukaj v Sloveniji, ne? Kako ti gre? Dobro, imam tudi to zanimanje do psihologije in veliko časa tudi študiram, tako da veliko časa sem v različnih knjižnicah v Sloveniji. Kako se ti je uspelo tako lepo naučiti slovensko govoriti? Ja, vidiš, da se učim, te vprašam, kako je, to, da proces poteka vsak dan. Drugače se pa še ukvarjaš, imaš delavnice v naravi, lahko malo več o tem poveš? Ja, to je koncept wellness v naravi. Organiziram različne aktivnosti, ki potekajo v naravi. Recimo, ena je Ajšina vadba v naravi, v gozdu telovadimo vsak ponedeljek. Druga je gozdna terapija, to je ena posebna praksa za sprostitev, v gozdu se sprehajamo. Tretje, vikend naravnega wellnessa, da si vzamemo čas in gremo nekam, odklop en vikend za ženske. In imam eno posebno vadbo za ljudi s fibromialgijo in to poteka preko Zooma. Lepo, kje te pa ljudje najdejo? Kako te lahko kontaktirajo? Me lahko najdejo na moji spletni strani wellnessajša.si. Imam tudi Facebook stran Wellness Ajša, Instagram in Facebook. No, bom dal kakšne linke tudi tukaj v opis videa, tako da se ne matrali iskati, lahko samo dol pogledate pa kliknete. Koliko pogosto greš po Turčijo? Ja, enkrat na leto, vsaj za novo leto grem. Imamo to tradicijo. Lepo. Bi še kaj povedala v Sloveniji? Ja, me že malo roka boli. Jaz bi tebi povedala, Tomaž, hvala, da si me peljal sem, ker se mi zdi en čudovit kraj. Tudi vam priporočava, da obiskujete te lepe kraje, kot sva danes na Golteh. Tako, super. A imate v turščini dvojino? Nimamo. Nimate? Te to kaj matra? Ja, res razmišljam. No, ampak kar dobro poveš, tako da vsa čast. Gre? Gre. A sem kaj naredila napake? Ne, prav mislim, da si čisto prav povedala, no, čeprav
Veš, napake tudi jaz delam, se meni ljudje velikrat napišejo na Facebooku, da sem nepismen. Pa imajo mogoče še malo prav, tako da to ni nič narobe, če kakšno napakco narediš, tudi Slovenci jo delamo, tako da ni problema. Nič, gledalci, gledajte tole naprej, bova še malo pokazala Golte, veliko sicer ne, ker se počasi dela tema, mislim mrak, no, tako da, ja, gledajte do konca, všečkajte, lahko kaj še vprašate v komentar, boš odgovorila, ne, če kdo kaj vpraša, no, super, pa gremo dalje. No, da vam pokažem tele glempe, ki so, ne, takole je, meni to ful hudo, še posebej tale terasa, drugače pa lejte, takole imaš tle vhod in tlele se pa malo vidi, kako bo to noter izgledalo, ne. Meni se to kar fino zdi in pa imaš pa takle dol pogled na jezero. Zdaj napišite v komentar, če se vam dobro zdi. Meni se fenomenalno. Še posebej poleti, jaz drugače poleti se zmeraj kopam v tem jezeru. Je ful dober. Pri Koči 3 ploti se pa nekaj dogaja. Tukaj je bil včasih ena taka lepa lesena terasa. Zdaj se je pa podrl, tako da tega ni več. Vidite, tukaj je bila, ampak tamle nekaj delajo zunaj. Tako da upam, da bo tole nekaj zalaufal, ker tole je fantastično, ne. In žal je tu zmeraj zaprto, ampak to je vrhunska lokacija. Vidite, tamle gor pa teli glempi pa to, mislim, tle pa jezero. Meni je tole fantastično. Tole je pa naš apartma na Golteh. Tale je za 11 plus 2 osebe. Smo kupili nove stole, lejte, kako prav super pašajo. Lejte, pečica dodatna, pa je tlele še eno za kuhanje, tako da to prava kuhna. Ajša, kako je tebi ta apartmajček všeč? Zelo lepo. Ja, prav lepo je tukaj. Razgled gledam, to moraš snemati, Tomaž. Gledam razgled. No, razgled je res dober, ja. Tako da, ja, če vas zanima, imate tudi link opisa videa do tega apartmaja, pa do še drugih dveh, to lahko najamete po ugodni ceni. Če ste moj sledilec, pa popust dobite.